Če bi bil profesor na pravni fakulteti, bi vas pozdravil tako: smrt fašizmu, svoboda komunizmu. Ker pa sem profesor teološke fakultete, vam voščim: Bog daj dober dan vztrajniki. Sicer pa jaz sploh ne bi smel biti tu, kjer sem. Tako pravijo slovenski novinarji, ki že vejo, kaj pomeni ločitev cerkve od države. Spoštovani, mladi, ki jih izobražuje stara socialistična avantgarda, pravijo, da je v Sloveniji potrebno uvesti demokratični socializem kot odgovor na liberalni kapitalizem. Ne samo po zadnjih volitvah, ampak vseh dosedanjih levo-liberalnih vladah smo imeli in imamo demokratični socializem. Ko je France Bučar v parlamentu razglasil konec komunizma, je pozabil povedati, da sedaj nastopa demokratični socializem, za katerega je značilno, da ostaja vse po starem, samo videz se spreminja. Začasno se deponira nekaj knjižic, partijskih seveda, začasno se dela, kakor da so na oblasti drugi, začasno se daje dober vtis za zunanje politične razmere in potrebe, začasno se skrije vse sodelavce UDBE in drugih podobnih organov, ali v gospodarstvu, ali v privatni sektor, v tujino, najboljše pa v pokoj. Ko pa nastopi ugoden zgodovinski trenutek, po dobri stari bolševiški doktrini, takrat se stopi na plano in oblast vzame v svoje roke. Poglejmo nekaj značilnosti demokratičnega socializma. Demokracija mu je krinka za ohranjanje in prihajanje na oblast. V to krinko spada znan stavek: volivci imajo vedno prav. Jaz pa trdim, da nimajo in da se motijo. Včasih, na žalost, to spregledajo prepozno. Ali so volivci imeli prav, ko so v Italiji spravili na oblast Mussolinija? Ali so imeli prav, ko so v Nemčiji spravili na oblast Hitlerja? Ne, niso imeli prav. In še marsikje ne. Tudi v Sloveniji nimajo prav. Demokratični socializem se za doseganje oblasti poslužuje konstruiranih afer in medijskih trikov. Temu smo v Sloveniji priče pred vsakimi volitvami. Do sedaj še niti ene volitve po plebiscitu niso bile čiste. Zunanji opazovalci seveda tega ne vidijo, ker so prepričani, da če je formalno vse v redu in če ni incidentov, da so volitve legitimne in legalne. Pomislimo samo na to, kaj so mediji počeli s Pučnikom kot predsedniškim kandidatom. Kako so uporabili afero Depala vas in orožarske zgodbe vse do Patrije in protikorupcijske komisije. Kako so Arharja sesuli zaradi 3000 evrov kot predsedniškega kandidata in kako so eno leto promovirali Peterleta, da so ga v finišu sesuli in postavili za predsednika Türka. Višek vseh teh manipulacij pa je bil dosežen pred zadnjimi volitvami, ko se je v to igro spustila celotna pravosodna veja oblasti in strpala Janeza Janšo v zapor. Nekdo mi je pisal: gospod Štuhec, ali bi se vi tudi za levega politika tako zavzeli kot za Janezo Janšo? Moj odgovor je: da. Samo pokažite mi enega, ki z njim tako delajo kot z Janšo, in dokler bomo imeli demokratični socializem, ga tudi z nočjo pri belem dnevu ne boste našli. Dalje demokratični socializem deluje iz ozadja. V ospredju ima lutke, tiste, ki se mu pustijo, da jih ima na vrvici zaradi koristi, privilegijev
in žal tudi zaradi strahu. Poglejmo, ali v nekdanji vzhodni Nemčiji, Poljski, Češki, Slovaški, Madžarski, nekdanji tajni agenti komunističnega totalitarnega režima tako sproščeno, samozavestno in neovirano delujejo naprej kot v Sloveniji. Samo v Putinovi Rusiji in podobnih državah, ja, v njih, v prej naštetih, ki nima več demokratičnega socializma, pa ne. V demokratičnem socializmu ne vodijo države tisti, ki so izvoljeni na volitvah, ampak oni, ki mislijo, da imajo od revolucije naprej dedno pravico nad oblastjo. Poglejmo samo naše voditelje staro-novih sindikatov, ki niso nič drugega kot orodje demokratičnega socializma, v katerem so bili blef za delavce in podpora režimu. In to počnejo še danes. Nekateri brezsramno slavijo in častijo komunistično tradicijo in delajo za njeno prihodnost. Kakor da niso prav delavci sesuli komunizma, začenši s polsko solidarnostjo. Vprašajmo se, koliko štrajkov in protestov so uprizorili pred nekdanjim SCT-jem in pred hišo Ivana Zidarja, Korleoneom slovenskega gradbeništva. Kolikokrat so protestirali pred zgradbami kliničnega centra zaradi gradenj brez finančnega dna in zaradi nabave opreme po liberalno-kapitalističnem modelu slovenskega demokratičnega socializma. Takoj pa so bili na cesti, ko je bila na oblasti osamosvojitvena strankarska garnitura. Don Corleoneo, določeni eksponenti slovenske psihiatrije, pišejo zdravstvena spričevala, da mu ni potrebno zapor. Za razliko od nekdanje krščansko-demokratske tajnice Tovšakove, ki je samo ribica v nakuži slovenskega gradbeništva. Tudi to so sadovi pravičnosti po meri demokratičnega socializma. Režiserjem demokratičnega socializma je uspelo slovensko telo razdeliti na demokrate, demokratične socialiste z nostalgijo po komunizmu in indiferentiste ali brezbrižneže, ki verjamejo, da so v politiki vsi isti, kar pomeni vsi barabe. Če so vsi isti, potem bi po indični sodbi moral Milan Kučan sedeti sedaj z Janšo v zaporu. Ker je na znan način, točno določen čas, na znanem kraju bil predsednik stranke, ki je vse do 90-ih let s svojimi tajnimi službami delovala proti človekovim pravicam in proti demokratičnim Slovencem. Torej, niso vsi isti, ker eni pijejo kavo v Zvezdi, drugi pa cikorijo na Dobu. Indiferentisti in brezbrižniki so tisti del volilnega telesa, ki jih Tošev laboratorij in drugi strokovnjaki za javnost imenujejo neopredeljeni. Biti neopredeljen, to je po verziji demokratičnega socializma dejansko najbolj demokratično, ker nisi ne za enega, ne za drugega, pač pa zase in za svoj žep in za svoje koristi. Temu se reče po moderno biti pragmatičen. Kakšni 2 leti po plebiscitu je veljalo, da ti mora biti nerodno, če si levičar, ker potem ne moreš biti liberalec. Danes pa še ti vedno mora biti nerodno, če si krščanar, kakor so to skovali v javnosti, ker potem si itak cerkven. Ni pa ti potrebno biti nerodno, če si demokratični socialist. Ker odkar je demokratični socializem posrkal vase najbolj divji liberalizem in tajkunski kapitalizem, smo dobili nekakšen sistem neopredeljenih oziroma nekakšno slovensko verzijo neuvrščenih.
Mi, ki smo se še borili za tekovine revolucije, vemo, da edino demokratični socializem zagotavlja delovna mesta in socialno varnost za gastarbajterje po celi Evropi, z nakupovanjem v Trstu in Avstriji, da edino demokratični socializem skrbi za ekološki promet med parnimi in neparnimi registracijami in da edino v demokratičnem socializmu ni razredne družbe, ker eni imajo revolucionarne pokojnine, drugi pa socialne plače, za katere morajo biti prvim neskončno hvaležni. Spoštovani, mi smo tu zato, ker živimo v demokratičnem socializmu, v katerem je tudi v sodni veji oblasti pravičnost razdeljena na tiste, ki podpirajo sistem demokratičnega socializma in one, ki bi ga radi zamenjali z vsem, kar je zapisano v preambuli slovenske ustave in v njenih splošnih določbah iz časa osamosvojitve naprej. Ko bodo osamosvojitelji na prostosti, skupaj z revolucionarji in udbovci, takrat se bo morda ponovno prižgal plamen upanja, da demokratični socializem ni usoda naših in prihodnjih generacij, še manj pa odskočna deska za tisto, kar je indični zapornik Janez Janša imenoval levi fašizem in so ga popadli kot volkovi. V političnih analizah je na žalost imel prevečkrat prav, da bi lahko ob levem fašizmu zamahnili z roko. Bojimo se uporabljati ta pojem, ker je bil s tako silovitostjo odbit v javnosti. Demokratični socializem mu tlakuje pot, pa me briga, če se kdo s tem strinja ali ne. Pa me briga, kaj bodo komentirali komentatorji v Delu in Dnevniku in drugi komentatorji, ki od demokratičnega socializma pijejo kavo, medtem ko njihove žrtve cikorijo. Naj živi Janez Janša, naj živi Tone Krkovič, naj živi svobodna Slovenija!